Včasih se mi radi hecamo, da zero waste je krasna stvar, ampak je nekaj takega približno kot nirvana, kot razsvetljenje. Pač je možno popolno razsvetljenje, ampak recimo, da je zelo težko priti čisto do tja in ta moment tudi približno nismo tam. Živimo v potrošniški družbi, kjer pomeni, da samo kupimo in zavržemo. Ker ljudje veliko naročajo po spletu in to je vsaj 2-3 ovito. Rezultat je pač porast embalaže. Ja, sicer pa embalaža jasno, pride z novim produktom. Najbolje je, da novega produkta v bistvu ne kupiš. To je pa na nek način nek tak paradoks, kjer mislim, da smo se znašli malo, da smo neke žrtve lastnega uspeha. Mi vemo, da še ena torba na svetu ne bo rešila situacije, tudi če je iz odpadnih materialov. Dostikrat, ko razmišljam tako, kaj pa je rešitev smeti, ni ena, ampak jih je veliko. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Samo en planet. Statistika pravi, da smo v Sloveniji v prvem četrtletju letošnjega leta zbrali nekaj več kot 2,4 milijona ton odpadkov. Kar 4/5 je gradbenih, komunalnih odpadkov je bilo 223 tisoč ton. Za skoraj četrtino se je zmanjšala količina kosovnih odpadkov, največja rast pa je zabeležena pri plastiki in plastični embalaži. Za 10. Številke ne lažejo. Potrošniška družba proizvede vsak dan, sleherno minuto, ogromno odpadkov, ki morajo nekje končati. Grmadijo se na smetiščih, na katerih zmanjkuje prostora. Lahko pa jih koristno uporabimo, torej recikliramo. Koliko krogov lahko naredi nek material, koliko predmet izdelan iz njega? 1, 2, več? O ravnanju z odpadki velja razmišljati na 2 ravneh. Prva je preprečevanje, torej zmanjševanje njihovega nastanka, druga pa je zmanjševanje in ponovna uporaba. O obeh bomo govorili v tokratni epizodi podcasta Samo en planet. Z nami so Maja Rijavec, soustanoviteljica Kulturno-ekološkega društva Smet-O-Met. Dobrodošla. Docent dr. Tine Seljak, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani in Edin Behrič, komunalno podjetje Vrhnika. Pozdrav tudi vama. Torej, živimo v družbi, ki je pač tako naravnana, da brez da bi vsak dan naredili vsaj nekaj, če ne že veliko ali preveč odpadkov, v urbanem okolju, v urbanem življenju preprosto ne gre. Zdaj, kako te odpadke zmanjšujemo ta hip v Sloveniji, kako daleč smo, kako smo kot družba pri tem uspešni, kaj bi vi rekli v svojih opažanjih, ki se pač s tem področjem ukvarjate, vam je blizu in vam je seveda tudi zelo mar, kaj se na njem dogaja. Mogoče začniva medve, Maja. Ja, velja. Torej, kar jaz opažam, je res, da odpadkov je vedno več, se pa v vsem tem času, kar se jaz ukvarjam z njimi, način, kako se z njimi soočamo in kako razmišljamo o njih, zelo, zelo spreminja. Torej, veseli me, da o tem govorimo, da govorimo vedno več, in veseli me tudi, da se je mogoče, ko smo mi začeli, to je bilo res 18 let nazaj, takrat je bilo govora predvsem o tem, odpadki so, kako lahko zdaj jaz kot posameznik nekaj naredim, da zmanjšam to količino, medtem ko danes se tudi mi v Smet-O-Metu, pa tudi sicer se mi zdi, da se dogaja neka ta zelo, se mi zdi, preskok močen in pomemben k temu, da eno je posameznik, drugo je pa sistemska raven in raven, ki ne zadeva posameznika in se zgodi prej ali pa kasneje. Tako da v tem smislu to je super pomembno in se dogaja, za moj okus pa pač prepočasi in premalo, vedno. Se pravi, na ravni družbe se še vedno dogaja prepočasi, čeprav koraki v to smer so pa kar veliki, bi morda rekla. Edin, komunalno podjetje Vrhnika velja nekako za pionirja na področju reciklaže, ravnanja z odpadki. Kaj je tisto, kar je pripomoglo k vašemu uspehu, k temu ugledu, ki ga podjetje ima v Sloveniji, in kako ste se teh reči lotili? V bistvu
tukaj gre največja zahvala občanom, ker občani so tisti, ki pravilno ločujejo odpadke. In če odpadek je pravilno ločen, gre sam potem skozi postopek nadaljne predelave v pravo smer. Naprimer, če vržemo eno papirno embalažo ali pa karton v mešano embalažo, je ta papir zgubljen, žal, ker gre potem v napačen masni tok. Tako da jaz bi še enkrat se zahvalil vsem našim občanom, ki pridno ločujejo. Seveda tukaj pa je letos bo 30-letnica v septembru, odkar ločujemo odpadke, v smislu smo začeli med prvim v Sloveniji, tako da je tukaj so naši občani zelo, zelo na visokem nivoju, kar se tiče same te osveščenosti. Seveda pač prihaja pri večstanovanjskih objektih je vedno problem, ker je pač kolektivna odgovornost. Tukaj probamo skupaj z osveščanjem, skupaj z upravniki na to smer, v to smer gledati, da čim bolj osvestimo naše uporabnike v večstanovanjskih objektih, ker prihajajo novi priseljenci, niso tega vajeni. Zato je pač tukaj še en tak, bi rekel, sivo polje, kjer je potrebno storiti. Pač živimo v potrošniški družbi, kjer pomeni, da samo kupimo in zavržemo. Pač, hvala Bogu, nekateri segmenti so v Sloveniji, ki razmišljajo trajnostno, to pomeni, nastanejo centri ponovne uporabe, second-hand trgovine in podobno. Tako da tukaj je smer prava. O teh stvareh, ki si jih zdaj omenil na koncu, bomo še spregovorili, ker so zelo zanimive in ponujajo številne rešitve. Ja, ločevati smo se že naučili, vsaj v veliki večini. Kaj pa se dogaja potem s temi odpadki, oziroma Tine, morda nam ti malo namigneš, kaj se dogaja s tistimi odpadki, ki pa niso vidni, ki jih ne mečemo v različne ločevalne kontejnerje, pa vseeno jih tudi vsak dan proizvajamo, ne? Ja, z veseljem. Bi pa mogoče sam, ker so zelo zanimive iztočnice, kje smo, pa koliko dobro nam gre mogoče, ne, v tem času. Tle bi najraje v bistvu bi poudaril, da je nekako skozi oči raziskovalca, pa nekoga, ki je nekako primoran, spremljen to področje, zagotovo lahko trdim, da nam gre v bistvu zelo, zelo dobro, v zadnjem času. In kar je v bistvu najlepše pri temu je to, da niti v bistvu še sam ne znam čisto jasno identificirati, ali so ti napredki zaradi nekako pristopa od spodaj navzgor, se pravi, da nekako občani, državljani pritiskamo, da se te spremembe dogajajo, ali je to od zgoraj navzdol, se pravi, da nam nekako direktive, legislacija to nekako vtiska v naše glave. Ne. Mislim, da je v tem trenutku da zadeva prihaja z obeh strani. Ne. V bistvu, da je nekako pritisk občanov, prebivalstva na politiko, da sprejme neke ustrezne ukrepe, ki potem nekako krovno pokrijejo. In če smo čisto pošteni, v bistvu je v zadnjih, dajmo reči, 10-15 letih, v bistvu skozi evropske direktive bilo narejenih res ogromno takih zelo produktivnih korakov. Imamo v bistvu direktiva o odpadkih, imamo ekodizajn, imamo pravico do popravila. In kup zadev, ki so se nam mogoče zdele pred 15 letmi še tako zelo v oblakih, pa ne zaslišene. Ampak ja, seveda, gre pa prepočasi, zaradi tega, ker ta aparat se pač, kolesje se vrti, prenosov je dosti, ampak ne nazadnje nekaj efekta že je. Ja. In ja, točno to. Se pravi, obojestranski primež je, ki nam pomaga, da odpadke in na nek način poskušamo zmanjševati, predvsem pa, da z njimi v prvi vrsti pravilno ravnamo. Sinergija je verjetno tista, ki bo prinesla še večji uspeh. Popravila si omenil, to se mi zdi ena zelo pomembna reč, o kateri se zadnje čase več govori. Vprašanje, ali gre samo za trend, ali pa se bo to prijelo in postalo širše uporabljeno. Namreč včasih so bili, recimo ostanimo pri gospodinjskih aparatih, so bili narejeni vsaj za 2 desetletji, če ne več. Danes težko, da prideš čez po 3-4 letih, da se reč ne pokvari. Problem je pa v tem, da za te stare, ki bi še delovali, recimo tudi ni rezervnih delov več na voljo, ker jih proizvajalci pač nimajo, so jih dali iz proizvodnje. Se pravi, tukaj trčita na nek način
ta želja po obnavljanju, po popravljanju, po restauriranju nekih aparatov, ki bi lahko še delovali, in seveda želja po dobičku in potem, da je treba prodajati vedno novo. In tukaj tudi potrošniki nismo nedolžni, ker si želimo novih stvari, si želimo, ne vem, nov stroj, novo obleko in tako naprej, ne? Kaj vi menite, se bodo te pobude, ki vznikajo pri nas in tudi drugod po Evropi, se pravi prinesi stvar, da vidimo, če se jo da popraviti in bomo naredili vse, da jo lahko popravimo, bojo te pobude zdržale, ekonomski pritisk, če temu tako rečem, se bodo prijele, se bodo širile, ali je to nekaj, kar bo pač nažalost propadlo? Jaz si želim biti optimist tukaj in reči vsekakor, in mislim, da pač sistem se zares bo mogel spremeniti, in se mi zdi, da ogromno nekih dobrih sprememb je posledica nekih čist nišnih, se mi zdi, začetkov, takih majhnih, in enako je tukaj s to popravljivostjo. Se mi zdi, da je bil pomemben korak že s tem, ko smo to definirali in smo rekli, to je namenska stvar, torej da se dela proizvode, izdelke, ki so pokvarljivi, to je pač namenska pokvarljivost, built-in obsolescence, potem se je o tem začel govoriti, potem se je začel pisati, potem se je direktiva evropska sprejela, tako da stvari se spreminjajo na boljše. Ko sem rekla, da je boleče počasno, se mi pa zdi, mene boli, ker se mi zdi, da odpadki so ena tistih stvari, kjer se mi zdi, da rešitve imamo, in to že kar nekaj časa, in toliko enih rešitev, in mi se radi hecamo z drugimi okoljevarstveniki, ne. Za nas je enostavno, zato ker imamo nekaj, kar je zelo oprijemljivo, dobesedno, snovno, in pač bi se stvar dal zelo enostavno rešiti, in dostikrat potem smo malo frustrirani, ker te volje ni, ali pa pač stvar traja precej dlje. In se mi zdi, po drugi strani je pa tako, to je res rešljiv problem. Kje manjka te volje? Pri nas, posameznikih, na ravni države? Jaz se zelo nerada v bistvu strkam posameznikom na vest, in se mi zdi, ob vsem tem moramo pa zdaj s posamezniki še gledati, kaj in kako kupimo in kako kam dajemo. Seveda, treba je ločeno stvari absolutno dajati v ločene zabojnike, si prizadevati za biti dober državljan in potrošnik, ampak tle je neka meja. Od tukaj naprej se mi pa zdi, da je to vprašanje države z zakonodajo, ki predvsem gre na raven podjetij in pa tudi mogoče niti ne države, to so neki globalne potrebe potem, da se recimo sprejmejo dogovori, in mogoče moja frustracija je tudi to, da se je ravno kar končal nov krog pogajanj na temo plastičnega dogovora globalnega in je res neslavno propadel ponovno. In take stvari se mi zdi, da so na dolgi rok pa vsem zelo, zelo pomembne. Količina plastičnih odpadkov se je v primerjavi z drugimi odpadki, ki so se zmanjšali v prvem četrtletju letošnjega leta, v Sloveniji povečala, ne? Ta podatek ni najboljši. Edin, se strinjaš? Ja, tukaj recimo dam primer. Recimo leta 2022 smo v Sloveniji občan pri delu ustvaril 496 kg, leta 2023 518, leta 2024 kaže 530, ker niso še uradni rezultati. No. Tako da opazen je trend zbranih komunalnih odpadkov. Tukaj prevladuje pa velik prirast embalaže, kot tovnina, kot nosilna embalaža, ker ljudje veliko naročajo po spletu. In to je vsaj 2-3 tovito. In rezultat je pač porast embalaže, vseh možnih od HDP, PET, LDP in podobno. Tukaj je pač ta trend definitivno. Lahko povem primer, recimo pri nas komunalno podjetje Vrhnika oskrbujemo vse 3 občine. Leta 2013 je bilo povprečje 90 ton embalaže za 23.500 prebivalcev. Leta 2025, prvo poletje, je 27.000 prebivalcev, pa povprečje 125 ton embalaže. To pomeni, embalaža šla za 30% gor, govorim samo za mešano embalažo, brez stekla, brez papirja, prebivalcev šlo pa za 13%, 1:3, ne. Se kaže trend, bio je tam, papir je rahlo upada, ampak je embalažni del večji. Recimo, zdaj smo delali analizo, koliko je, kakšna sestava je papirja, ne, tisto pač vaš zabojnik ali pač tisto, kar se nahaja na ekološkem otoku. Včasih je bilo tam 23 do 25 embalažnega papirja, sedaj embalažnega papirja več kot 40%. To meni, vse se uvija, vse se naroča in avtomatično tudi s tem raste pač količina zbranih odpadkov. V Sloveniji znamo dobro zbrati, ni problem, potem postane problem, kako to pravilno reciklirati skozi neke
naprava za obdelavo, ne, in potem postane problem. Večina stvari se izvaža. Kar tiče elektronske opreme, je problem ta odgovornost. Kaj če se komu zgodi s tem aparatom, ki ga ponovno uporabi, ne? Kdo odgovarja za to? To je ena stvar. Druga stvar, problem je tukaj, ker sama podjetja ne želijo ta ekonomski model uvesti, ker najlažje je prodati in hiperprodukcija laufa. Ne? So pa preveliki igralci na trgu, da bi si to želeli, če govorimo o elektronski opremi. Ne? Tako da tukaj je definitivno treba, da mi to ponotranjimo, da mi to si želimo in če to mi želimo, tudi bomo to tako ravnali. Samo če primer, centru ponovne uporabe, ne vem, v Sloveniji tam nekje čez 20, ena stvar je recimo nova v trgovini 10 €, centru ponovne uporabe ne more pripraviti skozi postopek ponovne uporabe brez 15 €, da je končna cena. Iz tega vidika je ta ekonomski model ne dopušča, da so centri ponovne uporabe konkurenčni. Sedaj pa tukaj lahko nastopimo skozi kot država, oziroma kot uporabnike, neka miselnost ali pa nek sistem voucherja, ker spodbuja občane, ker danes vsak gleda skozi nek ekonomski instrument. In če bo to nek instrument, ki bo prevladal ekonomski, saj delno, bo tudi mogoče do tega prišlo, da bojo oziroma bomo kupovali v takih centrih, kot že obstajajo. Ne. Je pa problem, ker je veliko odpadkov, ni nekih rešitev in se potem kopičijo. Ta problem vedno večje embalaže, 3-krat, 5-krat zapakirane stvari, ki pripotujejo iz drugega kontinenta, iz drugega konca sveta, ne? To je seveda nekaj, kar bomo lokalno težko rešili, namreč gre za globalno ekonomijo, gre za korporativno ekonomijo, gre za to, da je njihova ponudba, čeprav ni kakovostna, večinoma toliko cenejša, da ljudi preprosto premami, ne? Potem, če enkrat nasedemo in nismo zadovoljni, bomo drugič verjetno premislili, a še kupovati pri tem ponudniku, ampak meni se zdi, da boj s to globalno korporativno ekonomijo je izgubljena bitka. Ali sem preveč pesimistična? Mogoče še ena stvar, da omenim. Sedaj naj bi zaživela 12. avgusta 2026 ta prvi sistem. Ne? To meni, da bo vse, kar tisti, ki pač proizvede odpadke, v tem primeru tisti, ki dajo na trg, v tem primeru podjetja, ki dajo na trg embalažo, bo je dolžna poskrbeti za celoten sistem ravnanja z odpadki. In mogoče, ko jih bo to dalo nazaj po žepu, sedaj so to plačevali občani. Ne? Mogoče, ko bo ta finančni del, to govorimo o paketu med 50 in 80 milijonov evrov na letnem nivoju za Slovenijo, za te družbe, ki dajo na trg embalažo, ne? Mogoče bo pa začel malo drugače razmišljati. Mogoče, ne? Mogoče, ne. Mislim pa, da vseeno neke mehanizmi obstajajo, ne, ki se lahko bi borili tudi v bistvu s tem izzivom. Ne. V bistvu jaz poznam nekako iz tega energetskega sveta, od kjer delno prihaja, ne, ker so v bistvu te tehnologije, ki so bile na nek način tradicionalno namenjene energetiki, ne, so se zdaj v zadnjih desetletjih prelile proti krožnemu gospodarstvu, ne, ker znamo pač termokemijsko obdelati odpadke, jih razstaviti, reciklirati, zelo globoko reciklažo izvajati in tako naprej. Ne. Ampak v energetiki, ne, se nekako že postavlja, pa tudi v bistvu v korelaciji z energetsko intenzivno industrijo, pa s produkti, ki jih uvažamo, ne, Carbon Border Adjustment Mechanism, ki nekako predvideva v bistvu, da s produktom uvoziš tudi CO2. Ne, pač CO2 je ta krilatica, ki je vsi v bistvu taka, rekel, neprijazna metrika, ne, ali pa zelo pereča metrika, ker je pač ena enostavna, vsak jo približno razume, ne, zadaj za njim je pa skritih toliko ostalih težav, ne, da jim doskrat zamegli vse ostale efekte. Ne. In ja, mogoče na tak način, ne, se da potem tudi v bistvu embalažu, ne, slediti pa tudi temu ustrezno seveda spodbujati mogoče tudi bolj lokalne verige, ne, in pa jasno odgovornost tudi bolj oddaljenih proizvajalcev, ne. Sicer pa embalaža jasno, ne, pride z novim produktom, ne, najbolje je, da novega produkta v bistvu ne kupiš, ne. To je pa na nek način nek tak paradoks, ne, kjer mislim, da smo se znašli malo, v bistvu, da smo neke žrtve lastnega uspeha, ne. Predvsem, bom rekel, v inženirstvu, ne. Dejansko inženirstvo je toliko napredovalo, ne, da se da v bistvu skoraj do ure natančno napovedati, kakšno življenjsko dobo bo nek mehanski del imel, ne.
In jasno, ne, seveda logična spodbuda je, ne, da te zadeve poročunaš do potankosti. Ne, tako da v bistvu dobili smo s poglabljenjem znanja, ne, na področju inženirstva smo v bistvu sami svoj rep ulovili. Tako da si v bistvu zdaj izdelujemo produkte. Ne. Pa ni nobenega problema. Ne. Mislim, z lahkoto bi naredili produkt, ki bi držal 10-krat več kot tisti, ki je bil recimo 50 let nazaj narejen. Ne. Brez težav, kakršnih koli. Ne. Imamo ekstremno dobre primere, res skrajne vzdržljivost. Ne. Če pogledamo, kako je pa ne vem, primer recimo roveri na Marsu, ne, ki so presegli svojo pričakovano življenjsko dobo za faktor 10 pa več. Ne. Tako da vse te stvari so možne, ne, ampak ja, ni mogoče prave želje še v tej smeri. Ne. Če bodo prišli v masovno proizvodnjo, potem sigurno ne bodo zdržali. Je pa tudi, ne, tukaj potem še en dodaten vzgib, ne, ker v bistvu, če se pogovarjamo o odpadkih, ne, in če jih umeščamo v nek kontekst krožnega gospodarstva, ne, nedolgo nazaj smo prav tukaj, ne, ker sedimo v avli Ministrstva za okolje, smo skupaj izvajali en projekt, kjer smo v bistvu poskusili vzpostaviti neko metriko na nacionalni ravni za spremljanje prehoda v krožno gospodarstvo. Ne. In izkaže se, da je zadeva v bistvu zelo kompleksna. Ne. Se pravi, ne samo spremljanje odpadkov, mase, ponovne uporabe, ne, ampak treba se zavedati, da z vsakim produktom, ne, prej smo omenjali hladilnik, ne, mogoče je pa ta novejši hladilnik toliko bolj učinkovit, zaradi tega toliko manj enega drugega odpadnega osnovnega toka energije, recimo CO2 pri porabi električne energije, ne, in naredimo tam tak velik prihranek, da je še vedno boljši kot tisti izpred 50 let. Ne. In izkaže se v bistvu, da so vsi snovni tokovi zelo pomembni. Ne samo odpadki pa ponovna uporaba, ampak treba je vedeti, da tudi, če nimamo 100% obnovljivih virov energije, ne, tudi tisti izpusti, ki nastajajo pri proizvodnji energije, so tudi odpadek. Sam pač mogoče ga v tem trenutku ne razumemo čisto tako, ampak to je odpadek, ki ga lansiramo neposredno v atmosfero. Ne? In tudi tega moramo zmanjševati. Ne? Tako da mogoče recimo krajša življenjska doba, ki eventualno lahko kompenzira nekaj izpustov škodljivih snovi, je mogoče primerna, ampak kje je zdaj ta točka? Ne? To je pa zelo pereča stvar in tudi, bom rekel, metrike, ki so tukaj zelo drugače zračunajo, ne, odvisno od primera. Ampak krožno gospodarstvo je vendarle dober odgovor, ne, še v razvoju na linearno rabo teh osnovnih virov, ki so omejeni. Ne? Tako da verjetno je prihodnost v razvoju krožnega gospodarstva, novih tehnologij, in seveda vseh teh razmislekih, ki si jih Tine zdaj omenijo, ne, ki so recimo meni, nam, laikom, ki se s tem ne ukvarjamo, precej neznani in tudi ne znamo razmišljati o njih, ker nimamo odkot jemati informacij. Ne. Tako da to je recimo zelo pomemben podatek, pomembni podatki, ki smo jih zdaj slišali. Ne. Zdaj, kdo pa potem išče to ravnovesje oziroma čigava odgovornost je to, da se to ravnovesje med proizvajanjem novega in, ne vem, popravljanjem starega prevesi v prid okolja, ki ga želimo ohraniti. To bi rekel, nevidna roka trga, ne? Če smem tukaj skoči, ker imam še eno mogoče prispodobo, ravno kar mi je padla na pamet. Prej sem omenil roverje na Marsu. Ne? Za koliko časa so presegli svojo življenjsko dobo. Tehnično se pravi, stvari obvladamo. Ne? Ja, do zadev je, bom rekel, čisto na laboratorijski ravni še. Tukaj mogoče nam manjka neki več, bom rekel, puša v smeri inovacij, mogoče nekih večjih sistemov, nekih pilotnih projektov, prototipov, s katerimi bi lahko pokazali tudi trgu. Poglejte, tehnologije delujejo. Ne? Zdaj pač raziskovalci vemo, da delujejo. Ampak zato, da pritegneš kapital, ki bo v to investiral, rabiš pokazati pač eno napravo, ki jo neki je. Pa zna, bom rekel, požrt različne odpadke, če temu tako rečemo. Ampak ja, nazaj k prispodobi nevidni roki trga. Ne? Imamo v človeški izdelavi v bistvu perfektni laboratorij krožnega gospodarstva, kjer je izmenjava mase minimalna. Se pravi, da nima zdaj podatka o procentu krožnosti, če ga bi želeli računati, ne? Ampak
mislim, da je tako večkrat na dan šiba enih 300 km nad našimi glavami. Ne? To je mednarodna vesoljska postaja. Tam se reciklira vse, zaradi tega, ker je enostavno nov material tako zelo drago pripeljati tja gor, da se splača reciklirati in odpadno vodo, in CO2, vse, dejansko vse se, ja, seveda zgubljamo, ampak ogromno se reciklira, ker je to zelo težko in tukaj je tisti trg. Tam je pač zadeva zelo draga in je krožno gospodarstvo makes perfect sense. Zdaj tukaj, dokjer imamo pa toliko zelo bogate resurse, kolikor jih še imamo na zemlji, je pa tu seveda težko razložiti, zakaj si bo nekdo, bom rekel, odrekel nečemu, če pa tam leži. In tukaj je tam hoče ta težava malo v mentaliteti, ampak tudi tu mislim, da se da, je pa tu bolj sociološki problem, s katerim bi z veseljem odstopil stran. Ja, jaz bi tukaj to rekla. Težava, ki jo jaz vidim, je to, da večinoma gledamo samo na to finančen del. Torej, ne, rečemo, splača se, ne splača se. Ta okoljski vidik tega, torej, kaj to pomeni za okolje, kaj to pomeni za zdravje tudi ljudi, končno, ne vem, sicer drugih organizmov, o tem pa nihče ne govori tle zraven. In to je ta težava, ki jo imamo. In kot rečeno, rešitve so, imamo LCA analize, torej analize življenjskega, tega celega cikla, ki krasno pokažejo točno to, kar si ti prej govoril. Včasih je nakup novega izdelka bolj pameten od tega, da ti nekaj starega še naprej uporabljaš. To vse že imamo. Jaz vidim pa, da to je treba zdaj dati skupaj s tem, da na podlagi vsega, kar že vemo, mi rečemo, ne vem, plastiko bom dala kot primer. Torej, plastika je fenomenalen, fantastičen material, ki ima res krasne lastnosti in je strašno trajna, strašno vzdržljiva je in posledično je res, mislim, tako neka taka, je kvaliteto življenja ljudi strašno dvignila. Hkrati je plastika obupen material za izdelavo nečesa, kar ima 10 minut življenjske dobe, ali pa še to ne. Tako da hočem povedati, vemo, zakaj je dobra, vemo, kaj iz nje dobro oblikovati in hkrati oblikujemo najbolj potratne, neumne stvari, ki pristanejo na koncu v morju, v človeškem organizmu, v placenti, v krvi, ne vem, pač kje vse in to je težava, ki jo imamo. Mi se radi hecamo, da pač plastika oziroma oblikovanje je, iz plastike, to je v bistvu res vse skupaj je res nek oblikovalski problem, kjer če ti realno pogledaš, pač mnogo tega, kar delamo iz plastike, zares ne bi smeli biti iz nje. Drugo so še ti dodatki, plastikatorji v plastiki. Tlej cel kup enih stvari, ki so samo za prepovedati. Mi na tej točki že vemo, da so strašno škodljive, da povzročajo cel kup nekih zdravstvenih zapletov. Ampak nevidna roka trga povzroča, da to še kar lepo v obtoku, ker se splača. Jaz mislim, da se zares ne splača dolgoročno, ampak tle smo. Edim prikimava, tako da... Ja, tako, to vse drži, tako da žal je tako. Mogoče bi spet tisto, vračamo se na roka trga, mogoče bi pa mogli te plastične, narekovaje enkratne zadeve, mislim, embalažo plastično enkratno, toliko obdavčiti, da bi ljudem rekli, pa čak se tukaj imam pa alternativo, ki je cenejša, pa bi mogoče tako drugače, ker si gremo skozi to neko finančno matematiko. Kaj se meni splača, oziroma kaj se nam splača. Ta okoljska matematika pa finančna matematika niso na isti ravni. Mene mogoče še bolj skrbi, da bo tekstil, ki bo vratil kot embalaža, to nas pa še čaka. Tukaj so tudi problemi, pač to bo sigurno že naslednjem letu, leto 2025 se bo pokazalo, koliko je tekstila, ki je vedno večji problem. Tukaj je tako kot plastike na trgu, poceni je, vsi ga imamo, pa ne vemo, kaj bi z njimi počeli, pa nimamo rešitev. To bo definitivno stvar, ki bo potem, če se bomo naslednje dogovorili, bomo imeli novo temo. Tako da, v tem smislu je treba poiskati rešitve. So neki tako utrinki v Sloveniji, da se nekaj da, ampak dokler ne bo nekdo prišel z nekim finančnim interesom, da bo naredil sistem, ki bo imel vhod in izhod in bo skupaj dal... Ja, po mojih opažanjih so stvari zelo nišne. Recimo, Smet umet je pred skoraj 2 desetletjema nišno se začela ukvarjati s tem, da smeti spreminja v nekaj koristnega in lepega. Me zanima, kakšen odziv je, kako se ljudje odzivajo na izdelke iz recikliranih materialov. Ali je to spet samo en ozek krog, ali je... Torej, kar moram povedati je, na tej točki Smet umet pretežno izdelujemo izdelke iz odpadnih materialov podjetij,
za podjetja. Torej, mi smo šli v neko branžo, kjer delamo večinoma izdelke za podjetja, za recimo poslovna darila. Še vedno en manjši del, en segment imamo tudi za končne uporabnike in te izdelki se prodajajo sicer dobro, hkrati pa pač že od začetka, odkar delamo te stvari, se soočamo z feedbackom, ki je, da je strašno drago vse skupaj, a veste, za koliko denarja jaz dobim neko torbo sicer in tako da to je že od naših začetkov težava, ampak mi smo vedno videli te naše izdelke, torej šli smo v to tudi s tem namenom, da so kot neke vrste glasniki. Mi vemo, da še ena torba na svetu ne bo rešila situacije, tudi če je iz odpadnih materialov, ampak naša ideja je bila vedno, šli smo iz tega oblikovalskega vidika, smo se lotili tega v smislu, naredimo res lepo torbo, ki si jo bo nekdo želel imeti in potem že, ko bo rekel, to bi rad imel, bo šele ugotovil, pa še iz odpadnih materialov je in potem vsakič, ko jo bo nosil, bo to, ne vem, nekaj spreminjalo v njem, razmišljal bo o tem, ker pač jaz si ne delam utvar, torej naša proizvodnja je še vedno zelo nišna, stvari so narejene v Sloveniji, torej da mi pridemo do osnovne surovine, pomeni, da rabimo odpadni material najprej izbrati, sortirati, sčistiti, šele takrat smo na istem, kot recimo nekdo, ki to dela iz novih materialov. Skratka, stvar je dražja. Se mi pa zdi, da je samo ena od rešitev. No? Dostikrat, ko razmišljam, kaj pa je rešitev smeti, ni ena, ampak jih je veliko. In to je samo ta ena od velik in mi smo si zadali, da ne bomo samo tisti, ki so zelo pametni, patečni, ampak da bomo pač probali tudi pač k rešitvi sami prispevati. Oblikovanje se je zdel za naš najbolj logičen odgovor. Vztrajamo, ni pa najlažje. Zdaj sem se spomnila, mislim, da si ti Maja omenila, da je plastični izdelek za 15 minut in potem se vrže stran. Zdaj obstaja pobuda znotraj kulturnih inštitucij, kulturnih krogov, da posamezna prizorišča nimajo več, ker stekla na koncertih ne smejo imeti, zaradi varnostnih razlogov, da niso več kozarci plastični samo za enkratno uporabo, ampak so po principu neke kavcije, da ga ti prineseš nazaj. Zdaj, marsikomu, ko sem se pogovarjala z njim tam in situ na licu mesta, se je zdelo to strahotno neumno in so se razburjali, zakaj in tako me zanima, a je to korak v pravo smer? Delno je korak v pravo smer, delno je pa problem, ker vsak gostinec, ki ima nek namen finančno prodati, njem ni interes, da prodaja kozarce, nima interes, da proda čim več pločevink, ker s tem raste, pa mogoče celo, da ima une z logotipom podjetja, ker pač širi reklamo za tisto podjetje. Tako da tukaj je še vedno, recimo gasilci, gasilci pač živijo od tisto, kar prodajo. Oni tudi ne razumejo, da nekaj morajo zaslužiti in spet pridemo tisto ekonomski model, okoljski model. Tako da tukaj še vedno bo ta miselnost pa nekako to da ponotranjimo te naše dejansko želje, potrebe, kar imamo. Mogoče bi se vrnil še neko kolegica in sicer glede te ponovne uporabe. Mi tudi imamo nek podobno dejavnost, bi rekel, imamo tako imenovano industrijsko simbiozo. To so pomeni, mi predvsem delamo vhodni material iz avtomobilske industrije, pa iz nautične industrije, ker tam oni imajo toliko kvalitetne vhodne materiale, da tudi potem njihov odpadek je zelo kvaliteten kot naš vhodni material. In zato je pa to toliko fajn, če se vrnemo po tem začetku, da če pri zasnovi izdelka imamo kvaliteten material in bo lahko tudi imel več let, kot sicer, ki samo zgolj nekega kratkega daha. Daleč največja količina v teh statističnih podatkih so gradbeni odpadki. In ko sem se pogovarjala z arhitekti, so dejali, da so gradbeni odpadki eni najhujših odpadkov, zato ker je zmes betona, železa in da je to zelo težko potem razločiti na te snovi, ki so potem uporabne naprej. To drži ali je to izvedljivo, ker količina gradbenih odpadkov je pa res ogromna, Kar naprej se nekaj podira in gradi na novo in potem se spet podre in spet gradi. Res je, gradbenih odpadkov je ogromno in so tudi eden izmed teh odpadnih snovnih tokov, kot jim rečemo, ki se zelo intenzivno naslavljajo, kako jih rešiti. Zdaj, stališča pa tega, koliko so zahtevni,
so zahtevni, posebno če če vsebujejo kakšne materiale, ki so v preteklosti bili zelo fajn, zdaj pa niso več tako zelo fajn. Ne? Recimo azbestu, ne? Če rečemo čist z imenom, pa še kakšen tak bi se vpliv. Ne? Ampak tega, dajmo reči, ta zadeva se bo nekako v desetletju oziroma v desetletjih se bo nekako izpela. Ne? To bomo večinoma pobrali, tega bo ratalo zelo malo, ne? Več okrog razpršenega. Jasno, nisem strokovnjak za reciklažo gradbenih materialov, zagotovo ne, ampak kar je kovinskih materialov se da pobrati, težava so ti, bom rekel, agregati tega, ki je res ogromna masa, ne, ki pa so po neki sreči oziroma pač po naravi svoje, ne, vseeno dokaj inertni, ne, v primerjavi z nekaterimi ostalimi odpadki. Ne. Če pogledamo že plastiko, ne, pa s fragmentacijo plastike pa obrabo, ko nastaja mikroplastika, ne, to so organski delci, ki zaidejo, bom rekel, čist v vse pore človeka. Ne. Je bilo omenjeno, kje povsod jih že najdemo. Ne. Pa zelo so majhni, ne? Pa dejansko jih produciramo jih ob vsakodnevnih opravilih. Ne vem. Recimo, jaz se dosti ukvarjam z blatom čistilnih naprav. Ne? V kilogramu suhega blata čistilnih naprav dobite 10-15 tisoč mikroplastičnih delcev, ne? Ki v veliki meri prihajajo seveda iz pralnih strojev. Ne? Zakaj? Eden je omenil problem tekstila, ne? Ki se bo zelo malo pojavil. Ne? Tekstila v tem trenutku, zdaj ne vem čistočnega podatka, ima ocena 60-70% tekstila so dejansko tehnični polimeri, ne? Ni več bombaža, tega je zelo malo. Ne? Tako da v tem oziru v bistvu imajo gradbeni odpadki vseeno neko manjšo prednost, ne? Ker niso tako zelo aktivni v okolju. Ne? Tudi, bom rekel, te mikrodelci, ki so ustvarjajo, so običajno težji, lažje so sedajo na tla, sperejo se in tako naprej. Jih je pa res ogromno. Ne? Jih je pa res ogromno. Tako da poleg, bom rekel, tega, bom rekel, raznih organskih odpadkov, organskih govorim tudi tehnični polimeri, končno je tudi organska snov, imamo odpadke, ki so še bolj pereči. Ne? Recimo poznamo, omenil sem blato čistilnih naprav. Ne? Tu je odpadek, mi lahko zmanjšamo gradbene odpadke, ne? Lahko zmanjšamo embalažo, lahko zmanjšamo odpadno vodo, cel kup stvari lahko zmanjšamo, ne? Ampak dejansko blata čistilnih naprav, teh muljev, tega pa ne moramo zmanjšati. Ne? Zdaj, lahko zmanjšamo, samo nutricionisti ne bodo preveč veseli, ne? Na tem. Ne? V bistvu lahko zmanjšamo, ampak samo na ta račun, da tega manj prestrežemo, manj poberemo. Tudi v bistvu je ta količina tega odpadka, je pa čist neintuitivno. Ne? Količina tega odpadka nam pa v bistvu pokaže, koliko dobra je naša infrastruktura. Ne? Več kot ga je, boljše je. To je ta paradoks, ne? Recimo pri blatu čistilnih naprav, kljub temu, da je tako zelo kontaminiran. Ne? Tako da, ja, pri gradbenih odpadkih sicer ne pride v poštev, ne? Tam so bolj rešitve zelo težko, tu lahko uporabimo naprej, mogoče parkrat za nek nov agregat, ne? Potem je to za neka prekrivanja, pa za neka nasutja in tako naprej. Ni pa več, bom rekel, nekih resnih možnosti za naprej, ne? Za neko resno reciklažo, čeprav se s tem strokovnjaki tudi v Sloveniji zelo globoko ukvarjajo. Ne? Pri drugih teh, ne, recimo pri muljih, ne, se pa seveda da, ne, mulji kljub temu, da imajo zelo visok delež anorganske snovi, je ta anorganska snov zelo bogata, ne, v bistvu z nekaterimi kritičnimi materiali lahko prestrezamo fosfor, ne, ampak je pa tukaj spet en tak korak, ne, ki mogoče ni zelo intuitiven, ne, če želimo recimo dobiti te kritične materiale, ne, iz muljev čistilnih naprav, se moramo pa zagotovo znebiti tistega organskega deleža, se pravi, kar je biomase. Ne? In običajno je nekako najbolj učinkovit, ne, pa najenostavnejši način, ki nam da zelo dober, rekel, zelo visoko kvaliteto tega ostanka fosforja in anorganskega ostanka ostalega, je pač neka termična obdelava. Ne? In potem pridemo do tukaj, da ja, reduce, reuse, recycle, tisti sveti 3R, ne, hierarhirano z odpadki, kje je potem energetska raba v bistvu zelo na koncu, ne? Ampak v tem primeru, ne, je pa potem energetska raba v bistvu predispozicija za to, da sploh lahko naredimo neko reciklažo
ven iz tega. Ne? Ker mulji so enostavno preveč kontaminirani, da jih bi kamorkoli drugam odlagali. Mislim, en kup je takih tokov, ne, ki jih je dosti, mogoče niso tako zelo kritični, jih je seveda dosti, treba jih je zmanjšati, ne. Potem so pa eni, ki jih želimo več, da želimo, da jih je čim več, so pa hkrati zelo zapleteni, ne, zato da z njimi nekaj naredimo. Tako da, pač mogoče se s tem preveč ukvarjam, pa vidim tukaj sam en kup problemov, ne. To je izziv za vas, mi pa seveda z veseljem in željno pričakujemo nove rešitve z vašega področja. Ko si omenil energijo, ne, sežigalnice odpadkov so velika tema. V Sloveniji v zadnjem času še posebej imajo izjemno veliko zagovornikov na eni in precej nasprotnikov na drugi. Dunaj se vedno prikazuje kot tisto vzorčno mesto, kjer to odlično deluje in seveda sežigalnica pomeni nek vir energije toplotne za ogrevanje in tako naprej, ne. Skratka, ima svoje pozitivne in svoje negativne plati, pa bi me zanimalo vaše mnenje o tem, se pravi, sežigalnice da ali ne, kakšne, na katerih lokacijah, kako tudi ljudem skomunicirati en tak projekt, ki je velik poseg v okolje in se ga upravičeno mnogi bojijo, ne? Jaz bi tukaj zelo jasno bi razločil dve poti, ne. Eno je sežig mešanih komunalnih odpadkov, kjer je, bom rekel, glavni cilj zmanjšanje mase, minimiranje količine, to je to. Druga, čisto drugačna stvar je pa ta, o kateri sem prej govoril, ne. Se pravi, nek monosežig, govorimo o tem, se pravi, en sam snovni tok, ki je izključno za to primeren, recimo monosežig muljev čistilnih naprav z namenom reciklaže tistega, kar je v tem odpadku vrednega, ne. To so dve, bom rekel, skozi moje oči, pa to lahko trdno zagovarjam tudi na podlagi vseh projektov, kjer smo sodelovali, vseh, bom rekel, hands-on raziskav, ki smo jih imeli, ne. To je edina pot, da to jasno razločimo. Se pravi, eno je sežig z namenom oziroma odstranjevanje, bom rekel, rafinacija, če želite, tiste kontaminirane organske snovi, da lahko ven dobimo neko stvar, ki jo potem lahko res uporabimo kot gnojilo. To je ena stvar. Drugo je pa pač, zmanjševanje minimiranje, ne. Tam je pa, bom zelo kratk, ne, kar se tega tiče, v tem trenutku rešitve za reciklažo čisto vsega nimamo, ampak treba se je zavedati, da ne smemo narediti takih kapacitet, ki bi posegale v razvoj ostalih alternativnih tehnologij, ki bodo zagotovo v prihodnje, bom rekel, prednjačile v temu. Ne smemo s tem se zažirati v to, da bomo recimo potem s trga pobrali čisto vse odpadke in potem ne bo več interesa, da se druge tehnologije razvijajo. Tako da tukaj jaz močno zagovarjam neko sobivanje teh tehnologij. Neka kratko do srednjeročna rešitev je mogoče sežig z namenom energetske rabe, ampak treba je pustiti možnost, da imamo dovolj materijala in da v bistvu trg na tak način funkcionira, da bo iskal tudi druge rešitve, ne? Lahko jaz tukaj nadaljujem. V bistvu se zelo strinjam s tem, kar praviš ti, Tine. Včasih se mi radi hecamo, da zero waste je krasna stvar, ampak je nekaj takega približno kot nirvana, kot razsvetljenje. Pač je možno popolno razsvetljenje, ampak pač recimo, da je zelo težko priti čisto do tja in ta moment tudi približno nismo tam. In vedno bo obstajal en del odpadkov, ki drugače, kot da jih sežgeš, z njim ne boš mogel ravnati. Kar je pa nevarnost tukaj, ta trenutek, je pa ta predimenzioniran moment, to, kar je Tine omenil, rajši pot kot predimenzionirati to, ker sicer smo točno to, ubili smo vsako idejo tega, kako je pomembno, da zmanjšujemo odpadke, pomembno, da recikliramo, da se inovacije dogajajo na tem področju. Tako da popolnoma ločena debata je pa, kje umestiti sežigalnico. To se mi zdi pa, da je spet neka stvar, kjer tudi tukaj, pač bi jaz rekla, imamo znanost, imamo ARSO, imamo Ministrstvo za okolje, imamo podatke in tako. In tukaj je zelo pomembno, da torej s tem, ko se odločamo za umeščanje novih sežigalnic, da ne povzročimo 3 novih problemov. Se je že veliko stvari povedano, definitivno treba biti v nekem sozvočju za stroko
in za okoličani, mislim pač za prebivalci, kjer se bo ta zadeva postavila definitivno. Pa veliko je tukaj strahu, skozi tako neko debato strokovno, ta strah potem postane zelo majhen oziroma ali ga skoraj ni, ne. Definitivno po poglavstvu 3% bo ljudi, ki bo zmeri proti, ne. Vaš manifest društva Smet umet je zelo zanimiv za prebrati, ne, in v bistvu vsaka postavka v njem je zelo tehtna in dobro pojasnjena. Proti koncu, ne, tista, ki je bila meni zelo blizu, je pa počasnost, ne. Počasnost kot nekaj, kar smo v resnici izgubili z načinom življenja, s pritiskom, ki je nad nami nenehno in se ga težko otresemo. Koncept počasnosti, Maja, tako za zaključek našega pogovora, da se vsi skupaj, ne mislim mi štiri tukaj, ampak mi kot skupnost, kot družba, mogoče malo ustavimo in o kakšni reči razmislimo. Sem malo v neki taki hecno se počutim, ker se mi zdi, tako to sem soavtorica tega manifesta, ampak počasnost je nekaj, na kar je fino, da sem tudi jaz opomnjena spet in spet. Hkrati pa, enkrat sem brala nek članek, precej resen na temo tega, da je tudi počasnost v resnici bolj trajnostna, v smislu, če ljudje manj delajo, manj trošijo, skratka, da tukaj je nekaj na tem, da se ustavimo, ker je to tudi za okolje boljši, če ne nasplošno za nas. Tako da je to tudi posledica, da smo dodali zraven, tako da počasna hrana, moda, vse te stvari imajo svoj moment. Končno je pa pač, to smo tudi tam napisali, ta druženje skupaj, tudi to pride s to počasnostjo. To, da je pač mogoče malo manj zaletavo, ker če se mi zdi, da če kaj za to obdobje zdaj značilno je to, da smo tako, kaj neke brezglave kure na momente kot družba in da bi nam vsem koristili, da se malo stavimo. Tine, Edin, počasnost. Ja, počasnost, se strinjam, definitivno. In v bistvu v tej počasnosti nekako čutim podton, mogoče neke tradicionalnosti, nekako na ta način dajmo mogoče živeti bolj kot včasih. Se pravi, nekako z večjim zavedanjem, v končni fazi tudi krožno gospodarstvo. Ne? Enkrat smo ga že imeli, zelo učinkovito, vse smo porabili. In tukaj mi pade na pamet po tem podatku, bilo je 5000 let nazaj, bakrena doba. A veste, koliko bakra še kroži, odkar ga je človeštvo nakopalo? Od vsega, kar ga je nakopalo. Tu mislim, da je neka številka okrog 80%, ali nekaj takega. Se pravi, 80% vsega bakra, ki se je kdajkoli v človeštvu nakopal, z rudnikov pa s površine, kjerkoli je še vedno v obtoku. Tako da, počasnost, ta, tradicionalnost, malo vračanje nazaj k koreninam, pa tisti principi, ki so že bili vzpostavljeni, in nam bi zdaj mogoče zelo prav prišli. Tako da, če sem si pravilno mogoče zapeljal nekako na svoj mlin, je to nekaj, s čimer bi se zelo strinjal, počasnost. Edin? Pri meni bolj hitri počasi. Bolj hitri, tako da definitivno, kar je kolegica povedala, to je dejstvo. Mogoče na splošni ravni, sem jaz, seveda tudi na osebni, da smo počasni, ampak ali je to, da imamo vedno več tehnologije, kot si ti prej razložil, ta tehnologija nam omogoča marsikaj, kar niti ne izkoriščamo ali pa bomo še v prihodnosti, recimo določene stvari, ki so v uporabi v vesolju, bojo na Zemlji kdo ve kdaj. Ampak če se morda kot družba malo upočasnimo, bi nam to koristilo. Pa tudi, če pogledamo sami te tehnologije, so tudi ene vrste motilci pri našem nekom življenju. Težko najti nek balans. Definitivno, če se tiče pa odpadkov, pa definitivno smo šli nekam v eno smer, ki ni primerna za človeka kot družbo na končni fazi. Če ne se bomo utopili odpadki. Hotela sem vprašati za konec, vprašala, ste glede prihodnosti ravnanja z odpadki, našega odnosa, našega zavedanja, osveščanja o tej temi, optimisti, pesimisti, realisti? Katera drža bi bila tukaj najbolj vzdržna, da tako rečem? Mislim, da je stvar. V bistvu želja seveda je, da bi se
kot družba razvili do te mere, da bi kakšno stvar kdaj naredili, preden je čist zadnji moment. Ne? O tem se danes pogovarjamo. Dajmo že v bistvu na zalogo, prej se navaditi, kako početi. Ne? Če pa se tega ne naučimo, ne? Se bomo pa pač naučili, ker se bo pipca dovolj priprla, ne? Pa bo naravnih resursov dovolj malo. Ampak boljše to zadevo mogoče en korak naprej razmišljati. Ja, to svarilo čestokrat slišimo, ne? Da očitno bo moralo se zgoditi tisto najhujše, a ne? Kaj zdaj to najhujše je, ne vemo čisto natančno, lahko si predstavljamo, da bomo storili korak nazaj ali pa se vsaj ustavili. Ne? Glede odpadkov, glede podnebja, glede marsičesa. Ne? Lahko potem rečemo, da nam gre preveč dobro, da preveč udobno živimo, preveč razkošno, da nam ni treba razmišljati na osebni ravni o tem, ali je to mogoče. Jaz sem realist, ne? In mislim, da mlajša populacija se tega vedno bolj zaveda, ne? Ker so oni za nami in je korektno, pošteno, da mi tudi stimo še za njih nekatere vire, predvsem v okolju, ki jih oni bodo potrebovali skozi svoje odraščanje, preko življenja. Ne? Optimističen realist, bi rekel, no? Nisem pesimist. Jaz sem optimist in sem pesimist, odvisno od dneva, iskreno. Ja, sej to verjetno opiše marsikoga izmed nas, ne? Ob določeni informaciji se sam sesedeš in si žalosten, jezen, nemočen, ne? Potem se pa zgodi nekaj dobrega, pozitivnega in skočiš in rečeš, ja, še je upanje, ne? Tako da zaključimo z upanjem in zahvalo vsem trem, da ste bili gostje tegale podcasta Samo en planet, v katerem smo reševali odpadke, oziroma ne, reševali smo sami sebe pred odpadki. Hvala vam in srečno. Hvala.